kristjanom, ki prebivajo v deželi Kranjski, Spodnje Štajerski, Koroški na Krasu, v Istri in v Slovenski Marki, naj bo do katerega koli stanu. Želim najprej milost, mir in vse dobro. Ljubi krščanski gospodje in bratje, Bog ve, da sem še v tistem času, ko sem pri vas pridigal v slovenskem jeziku, iz latinskih in nemških knjig, često vzdihnil in skliknil k Bogu, naj se zaradi posvečenja svojega imena in razširitve svojega kraljestva milostno ozre tudi na naše ubogo, navadno, dobrosrčno slovensko ljudstvo. Naj mu prizanese in ga obdari z veliko milostjo in darom, da bi se tudi njegov jezik pisal in bral, kakor jeziki drugih narodov, ter da bi se Sveto pismo in druge dobre krščanske knjige prav prevedle in natisnile v slovenskem jeziku. O teh naukih ubogi Slovenci ne razumejo in ne vedo mnogo, zlasti tisti ne, ki se niso učili tujih jezikov in pisal. To izvira od tod, ker jim zelo primanjkuje poštenih učiteljev in pridigarjev. In ker nimajo v svojem jeziku vsega svetega pisma, kakor ga imajo Nemci in drugi narodi. In našega ljudstva, usmiljena, vredna in velika pogibel, strahovanost in stiska, ki se tičejo ne samo njih častnega življenja ali imetja, temveč tudi njih dušnega zveličanja, so me napotile in pripravile, da sem se pred 7 leti upal napraviti poskus, ali bi se dal slovenski jezik pisati in brati tudi z latinskimi in nemškimi črkami. Nato sem začel prevajati katekizem in spravljati ga v pesmi in rime. Tudi k temu je dal Bog svojo milost in duha, da sem v kratkem času dokončal katekizem, nekaj drugih pesmi, pridigal v pravi veri in njenem učinku, ter učno tablo, iz katere naj bi se mladi Slovenci učili brati. Katekizem z napeli sem vrš poslal nekaterih izmed vas, da bi ga pregledali in popravili. Ti so mi pisali, naj ga dam natisniti, a zraven tudi tisto, kar sem se še sicer prevedel, češ da bom s tem pri mladem slovenskem ljudstvu stavil mnogo dobrega. To sem storil, toda z velikimi težavami in čezmernimi stroški. Pri tem prevajanju sem se potrudil, glede besed in sloga, da bi ga utegnil razumeti vsak Slovenec, bodi si Kranjec, Spodnje Štajerec, Korošec, Kraševec, Istran, Dolenjec ali Bezjak. Zaradi tega sem ostal kar pri kmečkem slovenskem jeziku, kako se govori na Raščici, kjer sem se rodil. Nenavadno in hrvaških besed nisem hotel primešavati, niti si novih izmišljevati, če sem pa nekatere besede nenatančno prevedel. Se je to zgodilo, kakor je zgoraj povedano, zaradi pomanjkanja slovenskih besed. Utegne pa biti tudi, da jih nisem znal, ali pa mi morda tedaj niso prišle na misel. Najbolj že kakorkoli, če že nisem vseh besed prevedel ali napisal pravilno ali vsakomur pogodo, pričakujem vendar od vas, da boste upoštevali mojo dobro voljo, trud, vnemo in željo, da bi bil rad vse prav in dobro napravil in da boste priznali moje delo. In ker je Gospod Bog tako poskrbel in dopustil, da se naš slovenski jezik še v teh poslednjih časih čedalje več tiska, upam, da boste odslej pošiljali v šolo in dali poučevati v branju in pisanju ne samo tisto vašo mladino, ki jo nameravate poslati v tuje dežele, da bi se učila drugih jezikov, ampak tudi tisto, ki jo držite doma. Zaupam vsemogočnega Boga, da bo s tem našim preprostim in siromašnim jezikom in spisi tudi pri vas, svojih izvoljenih, izvedel, kar je njegova volja, odprl oči vaše duše in pameti, ter vam razsvetlil zatemnelo
in neuko srce. Dano v Tübingen na svetega Primoža in Felicijana dan, ki je 9. junija v 1557 letu. Vaš vdani služabnik in dušni pastir Primož Trubar Kranjec. Oh my God, dej, kaj temu tipu ni jasno? Posluši to. I do not communicate in English. Kak ne komunicira v angliščini? Dej no, ves folk po fejsu četa v angliščini. Mislim, kaj mu ni jasno? Ja, ampak ti tega ne razumeš. Tip je car, a veš, kak je lep, pa še rastura v basketu. Mislim, prosim te. Ja, sej vem, sam, ker se najbolj z njim meni, mislim, kak? Ja, sej, ja, no, ampak, what the sorry, I'm not alone. Dej, prid na kom, pa ti napišem, ko bom fraj. Ok, sej di, čo. Živjo, babi, jaz sem tek zmatrana. Tak beden dan je bil. Tija, dober dan, Tija. A hočeš reči, da si utrujena? A veš, kaj pa mene utruja? Tale tvoja govorica me utruja, saj sploh ne vem, o katerem jeziku govoriš. Ja, a vas v šoli nič več naučijo lepo slovensko govoriti? Ja, pa ne, pa kaj trenutka, če znaš uporabljati te škatle pa vse podatke v njih, če ne znaš 5 stavkov napisati in povedati tako, kot je treba. Babi, sej jaz se v šoli pač pišem, pa pogovarjam se z učitelji, tak v pravilni slovenščini. S prednicami se pa valjda ne bom pogovarjala v knjižni slovenščini. Te prosim te, no, kje ti živiš? Razgodovini. A kje živim? Ja, v Sloveniji živim. V samostojni državi Sloveniji živim že kar nekaj let, pa se ne spomnim, da bi kdaj naš jezik bil tako zmrcvarjen in zapostavljen. Same neke tuje besede. Samo da tuje zveni, pa je že moderno. Sploh ne vem, kje jih najdete. Lej, babi, svet se pač spreminja in povezuje. Temu se reče globalizacija. In angliščino razume vsak, a ne? Ja, očitno ne. Če sklepam po tvojem prejšnjem pogovoru, še obstajajo narodi in tudi mladi, ki s ponosom govorijo svoj jezik. Kaj pa vi, mladi Slovenci? Neke tuje besede. Ni važno, kako trapasto se čuje, samo da je tuje, a ne? Sploh ne vem, zakaj ni v vas nobenega ponosa na jezik, na narod. Ja, verjetno zato, ker se vam nikoli ni bilo treba za nič potruditi, ker je vam bilo vse takole lepo na krožniku servirano. Joj, babi, ne, že spet. Ma kaj ne že spet? A veš, punca, jaz sem doživela čase, ko so nam s palico odtepali tu jezik v glavo. Ja. Pa ko smo bili kaznovani, če smo govorili slovensko. Pa smo, da veš, na skrivaj. In to s ponosom. Ja, Tija, ti ne veš, kako je takemu malemu otročku v 1. razredu, ko je že samo šolsko okolje za njega čisto tuje in novo. Potem pa še učiteljica, ki govori samo v tujem jeziku. In ko te kaj vpraša, ko nič ne razumeš, se dere na tebe. Ali pa te pošle stati v kot, ali pa, kar je še huje, te nafrca po prstih z ravnilom. Ja, tako šolo vam bi dala probati vsaj za neki cajta. Pol bi pa znali ceniti šolo in učitelje in ne bi samo kritizirali in ne bi afu guncali stole svojo spakedranščino. Sej vem. Smo pač grozna in razvajena generacija. Res, nemogoča. Sam v sobo se grem spreobleči. Pridem takoj. Zdravo, kaj imaš za povedati? Ja, razvajena pa, tako kot si rekla. Zelo razvajena.
dežela, ne mestu, ne gmajna, ne mogu prešul in preščenih ljudi biti. Ne deželskih, ne duhovskih kriči prav ravnati, ne obdržati. Tu vsaki zastupni človek mora lahko zastupiti. Obtu je silna potreba, tudi v sadašnjem času, da se te šole povsod gori drže, da je tej cerkvi dobra semena od mladih, učenih ljudi. Bogu na čas in temu krščanstvu k dobromu za sabo pustimo. Cesari, kralji, vjudi in vsa žlaht oblasti in gospoščina so dolžni dobre, učene šulmojstre in umetelne mlade ljudi te kloštre in uporarje postaviti. V slednjem mestu, trgu in v preslednji fari šulmojstre in v šolarje držati. V mestih in v trgih, da se latinsko in v nemško, pri tih farah od fajmoštrov, podružnikov in umežnarjev, tu slovensko pismo, brano in upisane v oči. Raven tega, en vsaki pridigar in v fajmošter ima tudi pri svoji fari enega šulmoštra, olimežnarja imejti in vzdržati, da te mlade hlapčiče in deklice, burgarske in kmetiške otroke uči slovenski brati in odpisati. Ta katekizmus zredstvo kratko izlago izvona povedati. Vsi stariši, ako prav veruje, Boga, svoje otroke in v družino ljubijo in hote v njih stanu služiti Bogu, tako imajo nepoprej od mladju tu svojo družino, naprej beroč, pravijoč in vprašajoč ta celi katekizem učiti in naučiti, da ga izvuna umejo, prav zastopijo, po njim verujejo in se po njim proti Bogu in ljudem drže. Jaka, imaš tu mogoče manj kaj zapovedati? Ne, kaj? Mogoče o testu pri slovenščini. Pa tata glupa slovka. To se bo piklo ena brezvezna pravila, pa kak se kaj napiše, pa kaj je to? Kar neki. Kdo bo to v life, daj kaj nuc? Ja, ti, dragi moj Jaka, ti. Veš, koliko krat bo še moral kaj napisati, ko bo pomembno, kakšen bo ta tvoj izdelek. Počasi te čaka srednja šola, potem kakšen študij in cela kopica seminarskih nalog, predstavitev in kaj še vse. In potem nekoč služba. A ti misliš, da bo kdo zaposlil nekoga, ki še svoje materinščine ne obvlada? Danes je pa to res neki jaki problem. Napišeš v Wordu, pa ti sam to pravi, če ne daš pa lektorju. A pa ta tvoj Word tudi misli na mesto tebe, ko boš hodil po svetu s prazno glavo, pa gleda, bo saj dosti lepo, če že pametno ne bo. Hava se bom študirala v tujini, tako si ti. Pa bo pa itak vse v angliščini. Ja, potem boste pa videla, kaj je to tvoj in kaj tuj jezik. In kaj pomenijo knjige v tujem jeziku. Vidva si še predstavljati ne moreta, kako težko se je prebijati skozi strokovno literaturo v tujem jeziku. Ko iščeš tiste prave pomene beseda, ko nekaj razumeš, pa ne veš, kako bi to razložil, napisal. Se pač naučiš jezika. Aha, in to je zate čisto preprosto, a ne? Tebi se še slovenskim ne da obadati, kaj še res tujim. Ne. Tega, kako je, če živiš v tujini, če ves čas poslušaš tujo govorico in si tujec med tujci, tega vidva ne morete razumeti. To razumeš samo, če izkusiš. Tvoj jezik je jezik, v katerem misliš, občutiš in sanjaš in lahko še tako odlično obvladaš kak tuj jezik, ko to nikoli ne more biti isto. Ne more biti. Materni jezik je del tistega, kar si, tvojega bistva. In jezik je duša naroda. No in skozi to lastno izkušnjo lahko razumem, zakaj so se mnogi Slovenci tako zelo borili v zgodovini za svoj lasten jezik. Ampak Jaka, kot sem videla na testu,
Tebi se še pa o teh pomembnih ljudeh v zgodovini ni dalo kaj dosti naučiti, ne? Drugi del testa. Reformacija. Nič. Primož Trubar. Prva slovenska knjiga. Skoraj vse prazno. No, a mi lahko razložiš, zakaj? Dej no, mama, mene zanima robotika, računalništvo. Ne pa neki tipko, ki je tam nek v srednjem veku pisal neke zatežene pridige. Se itak nisem nič tekel, ko nam je Slovkarca brala v domu. In to naj bi bila kao slovenščina. Poslušaj, mojc, čuj. Taka je bila slovenščina pred 500 leti. Res, da danes nekoliko čudno in starinsko zveni, ampak pomisli, kaj bodo čez 500 let rekli za jezik, ki ga govorimo danes, sploh vi tam mladi. Na tistem svojih Facebooketih in SMS-ju in če ne bi bilo gospoda Trubarja, vprašanje, v katerem jeziku bi pisali te svoje kozlarije, v slovenščini zagotovo ne. Primož Trubar nam je dal prvo knjigo in takrat je bila to tak revolucionarni dosežek, kot iznajpa tehle škakelj, na katere ste non-stop preklopljeni. Ne pretiravaj. Da moraš primerjati enih starih knjig z iznajdbo računalnika. Ne, bova naredila kar eno majhno primerjavo. Ti veš, da ljudje radi komuniciramo. Danes pač ljudstvo komunicira preko telefonov in računalnikov, no to, če tebi posebej uspeva, ne pretižete, ko gigabajti tečejo tam po žilah na mesto kri, pa ne bovate o tem. Torej, danes preko modernih komunikacij, včasih so pa zapisovali. In če narod nima pisave, jezika, s katerim bi zapisal svoje dosežke, se ne more povečiti v zgodovini. Vidva, sploh vesta, da nas je Trubar prvi poimenoval Slovenci. Ja, jasno, da ne. Kdo bi se kaj zanimal za enega, ko ne prca žoge ali pa ne zganja afnari tam na odru. No, Trubar je izdal prvo slovensko knjigo, tiskano prvo slovensko knjigo in s tem je začel uradno slovenski knjižni jezik in abecednik. Napisal je tudi abecednik zato, ker si je želel, da bi se ljudje naučili brati in pisati v svojem jeziku. Zavzemal se je za ustanavljanje šol, da bi se branja in pisanja naučili tudi otroci revnih staršev. Trubar nas je skupaj z drugimi protestanti pred skoraj 500 leti postavil v vrh takratnih kulturno najbolj razvitih evropskih narodov. In to je za tebe ena stara knjiga in en tipko. Ma, sram te bodi, ne? Dej no, Bagri, ne razburjaj se, no. To ni dobro za tvoj pritisk. Se itak pa popravljam test. Ne, Jaka, v tem primeru ima pa babica popolnoma pravo. Tukaj ne gre samo za nekaj podatkov, ki se jih ti naučiš na pamet in potem čez en teden pozabiš. Tukaj gre za odnos, za spoštovanje in vse zadnje tudi za hvaležnost. Jezik v knjigi je duša in znanje, ne le posameznika, avtorja, ampak od naroda, kot celote. In Primožu Trubarju gre zahvala za ves tisti temelj, ki je nam Slovencem to omogočil. Ja, no, to bi pa že ti tudi lahko vedel, če bi v šoli kaj malo boš poslušal. Ali pa če bi kdaj nos pomolil še v kakvo knjigo, ne samo tole škatlo. Babi, danes se knjige berejo tudi na kompu ali pa tablica, od kolikor se že sploh berejo. Ja, no in besede so še pa vedno besede, ne glede na to, kje so zapisane. In jezik, iz katerega so vzete, je še vedno slovenski. Da pa vidva premalo bereta, se pa vidi in sliši, tu ni nič treba razlagati. Ja, pa se veste, kaj je rekel že Tone Pavček. Če ne bomo brali, nas bo pa pobralo. In to je vedel že Trubar pred 500 leti, zato pa je dal Slovencem knjigo, da bi napredovali. Danes se mi pa zdi, da gre vse neka rakova pot. Prav zanimivo bi bilo slišati ljudi čez 500 let, kaj bojo rekli za nas, kako mi danes ohranjamo in razvijamo svoj jezik.
In prav zanima me, ali se to sprašuje še tudi kdo drug. Ja, govoriti o slovenskem jeziku čez 500 let. To je vprašanje, ali bomo čez 500 let še Slovenci kot narod sploh obstajali, kar ni samo po sebi čisto samoumevno. Torej, če še bomo Slovenci kot narod obstajali, bo obstajal tudi jezik. Jasno je, da je jezik sestavni del naroda in narod brez njega ne more živeti. Hvala. Trubarjevo protestantsko etiko je treba živeti in se zavedati vsak dan, ne samo ob praznikih. In temu se mora posvetiti tako državna kot tudi lokalna oblast. To pa ni samo skrb za par njegovih citatov, ampak skrb za slovenščino vsak dan. V javnih zavodih, da recimo otroke učimo, tudi če so prišleki, učimo slovenščine kot državnega jezika, ker so otroški možgani zmožni veliko več, do recimo kulturnih prireditev in različnih manifestacij, na katerih naj se poudarjajo res velikani slovenske besede, kot so Prešeren, Kocbek, Strniša, Zajc in tako naprej. Ne da se obrača strokovna dejstva v korist neke lokalne ali pa bi rekli trenutne politike, predvsem pa, da se to slovenščino neguje tako zasebno kot javno. To je moje sporočilo in glede tega pač menim, da bo vse odvisno od obojega, od državnega vodenja do osebne etike in odnosa do jezika. Kaj bo slovenščino preljubo čez 500 let, je seveda tudi vprašanje za ustvarjalca z besedo, za pesnika vsekakor tudi. Jaz menim, da žal ta slovenščina preljuba nima možnosti, da bi preživela naslednjih 500 let. Najprej zaradi tega, ker ne izkazujemo dovoljšne posebne pozornosti temu maternemu jeziku, izkazujemo je veliko premalo. Seveda so vedno ljudje, kot so bili protestantje, ki postorijo veliko za usmišljanje izražanja o tem narodnem, nacionalnem, maternem jeziku. Ampak ta naš civilizacijski družbeni okus je pač drugačen, zgledljiv za druge večje jezikovne kulture. Seveda imajo možnost tudi veliki jeziki, da izumrejo, ampak vemo iz zgodovine, da je tudi stara grščina, latinščina, pa mnogo jezikov izumrla. Na svetu bojda vsak dan izumre 200 jezikov. Lista izginulih in ogroženih jezikov je dolga, ampak tu gre za večje jezike, ki imajo nad 4 milijone govorcev. Slovenščina jih ima nekje 2,5, samo na tem našem slovenskem teritorijalnem prostoru. In mislim, da za takim odnosom, kot ga izkazujemo do svojega maternega jezika, da se bo po tem drugem, tretjem, četrtem, petem tiru pripeljalo ali pa odpeljalo čez 500 let vse kaj drugega, kot pa naš lastni materni jezik. To, kaj bo, pravzaprav ne ve noben Bog, ampak jezik je Bog, ampak tudi bogovi so minljivi. Ja, kaj naj povem, čez 500 let, kaj bo z slovenskim jezikom ali z nami, avtohtoni Slovenci, ja, to bi jaz sem večni optimist, prvo, kar je, moram to povedati, večni optimist, ampak razmišljam pa, ne vem, kako hitrost je bi rekel, ampak zelo težko bi napovedal, kaj bo čez 500 let, če bo s takim tempom uničevanja slovenskega jezika šlo naprej, kakor zdajle. Jaz mislim, da čez 500 let, ne vem, če se še bo kje, v arhivih se še bo mogoče najdel kak članek slovenskega jezika, drugač pa žal, če bomo pa drugačno potezo potegnali tudi v tem našem prostoru zdajšnjem, ko se čuje, kaj vse sorte sprejemajo, da bi
kar tek bolj nekako bili multikulti, kaj jaz vem, malo enega, malo drugega. Mi Slovenci bi mogli biti bolj ponosni na svojo državo. Mislim, da bi v šoli, šola bi mogla biti prva, ko bi začela poučevati, da pač slovenski jezik, da je pač to naš jezik. Bolj bi mogli biti ponosni sam na sebe. V šoli bi pa mogli predmet dati, recimo, kaj pa vem, domovinsko vzgojo ali nekaj takega. Pa ne kar eno uro na teden, ampak vsak dan, včasih, ko sem jaz začel v šolo hoditi, smo peli, pa še nismo imeli svoje države, smo peli Lipa zelenela je. In tista učiteljica ni bila priljubljena v takratni družbi v šoli, ampak ona je vztrajala in vztrajali pred, kaj je že Trubar rekel, Slovenci stati in obstati pred 500 leti. Slovenski narod so leta in leta tlačili razni, kaj jaz vem, ne bom rekel agresori pa tak naprej in se je obdržal, ampak kaj se pa zdaj dogaja v tem ljubem našem svetu, je pa zelo težko napovedati, kaj bo. Jaz bom kar tukaj končal, pa bom ostal še kar naprej optimist. Takle, hvala. Torej, mislim, da se bo slovenski jezik v prihodnje, kot se že do sedaj je, zelo spreminjal, najbrž predvsem pod vplivom vseh teh globalnih procesov, ki ne vplivajo le na jezik, ampak na slovensko kulturo v celoti. Kakšen bo pa rezultat čez 500 let, je pa najbrž odvisno tako od skrbi za jezik na neki institucionalni ravni, torej strani jezikoslovcev, ki mislim, da trenutno budno spremljajo te procese in včasih zelo inovativno odreagirajo njih, predvsem pri iskanju ustreznic za kaka tuje poimenovanja. Predvsem pa mislim, da bo slovenski jezik in njegova podoba odvisna predvsem od rabe jezika, torej v javnem prostoru, s čimer pa mislim predvsem medije, kamor ne le pogovorni jezik, ampak tudi tuji jezik vse bolj pogosto vdira, in pa torej javne institucije, kot so denimo šole, ter pa javne prireditve, skratka povsod, kjer se jezik uporablja v nekem javnem diskurzu. Mislim, da se bo slovenščina, vse govorjena, močno poenostavila. Kot smo izgubili predpreteklik, bomo morda izgubili vikanje, nekatere sklone, ter celo dvojino. Zaradi tega bi se utegnil poenostaviti vrstni red besed in še kaj. Mnoge skrbi, da bo slovenščina izumrla, da bo pohojena strani drugih, večjih jezikov, pa vendar mislim, da temu ne bo tako. Morda se bo jezik res nekoliko skrčil, poleg njega bi lahko v rabo prešel še kak drug jezik, pa vendar bodo vedno obstajale knjige in pesmi, oddaje, filmi v našem jeziku. Slovenski jezik se bo torej skozi leta nedvomno močno spreminjal, zato se ne sramujmo raznih socialnih zvrsti jezika, temveč raznolikost praznujmo.
ter preprostim ljudem naše dežele. Zakaj iz tih se vsaki lahko nauči to pravo staro vero, da spozna tega pravega Boga, da bo vedel njemu prav služiti in tudi spozna sam sebe. Na tu vas, zvejste, brumne, farmoštre, pridigarje, šulmaštre in ustariše in vse te, ki znajo brati. Pred sodnim dnevi opominam ter prosim, da vi v cerkvi, v šuli, doma in v kjer kupe pridete, te preproste učite te štuke naše prave krščanske vere. Njim naprej berite in upujte vsak praznik, da ti mladi ter stari je bodo imeli in prav zastopili. Vsem Slovencem gnado, mir, milost in upravo spoznane Božje skozi Jezusa Kristusa prosim.